Pozdravljeni. Poglejmo si izpostavljanje pri potencah. Pride večkrat prav, kadar rešujemo kakšno nalogo. Naš cilj je, da bi znali tole izpostaviti. Vendar pa preden gremo na ta naš cilj, poskusimo še narediti par lažjih primerov. Najprej, če pogledamo takole situacijo. Dva na štiri plus 3 krat 2 na 5 plus 5 krat 2 na 3. Ko izpostavljamo skupni faktor, moramo pogledati, kaj je v resnici skupnega. In če piše tukaj 2 na 4, pomeni, da so 2 krat 2 krat 2 krat 2, 4 dvojke, ne? Če imamo 2 na 5, je 2 krat 2 krat 2 krat 2 krat 2. In če imamo 2 na 3, je 2 krat 2 krat 2 pa stop, ne? In če pogledamo, tale ima 3 dvojke, ta ima 3 dvojke in ta ima 3 dvojke. Vsakemu izmed teh členov so skupne 3 dvojke. Zato lahko 3 dvojke izpostavimo, 2 na 3 je torej. To je najmanjša izmed potenc tule, če bi pogledali 4, 5 pa 3, najmanjša je 2 na 3. Krat. Zdaj moramo pa napisati vse, kar ostane. Tukaj le na prvem mestu je 2 na 4. 3 smo odvzeli ven in 1 ostane. Ta 1, ne, 4 minus 3 bi lahko rekli, ostane 2 na 1. Plus, trojka ostane, ker jo nismo izpostavili, krat 2 na, če je bilo zdaj tukaj 5 dvojk, smo 3 izpostavili, ostaneta še 2. Tule smo pa izpostavili celotno. Ostane 5, ki se jo nismo dotikali. Če pa izpostavimo celoten faktor, potem pa namesto njega napišemo 1, zato da ohranimo mesto. No in najvišja potenca, ki je bila skupna vsem, je bila 2 na 3, zato smo jo lahko izpostavili. To je bilo zdaj 2 na 3, ostalo lahko pa zračunamo. To 2 plus 12 plus 5, niti ni tako pomembno to, ne. Važno je, da smo zdaj potenco skupno izpostavili. To je pa 14, 19. Takole. Evo, dvakrat počrtamo in je to to. Tako, zdaj pa dajmo še malo težji primer. Okej. Na primer, če imamo takole. 2 na x plus 3. Kaj to pomeni v bistvu? 2 na x plus 3 pomeni. Najprej imamo nekaj dvojk. 2 krat 2 krat 2 krat 2, odvisno kakšna številka je x. Se pravi, tehleh je x. Potem imamo še pa plus 3, to pomeni, da še poleg teh x trojk imamo še 3. Pardon, ne trojko, ampak dvojko, ne. 3 dvojke imamo. Se pravi takle. Krat 2 krat 2. Tole so pa 3 dvojke. Zapis 2 na x plus 3 v bistvu pomeni, imamo nekaj dvojk, plus 3 pa pomeni, da še imamo plus 3 dvojke. No, na ta način, kako bi zdaj recimo predstavili zapis 2 na x plus 2. Podobno, ne? Najprej bi rekli, imamo x dvojk, to jih je x. Koliko jih moramo še pa zdaj dodati? Da x jih imamo, plus 2, pa še 2 dvojki napišemo, ne? Dobro, kaj pa če bi imeli 2 na x minus 1 dvojka? To je pa malo težje, ne? Zdaj, če jih napišemo 2 dvojk za x, kaj bi potem bilo? Tu jih bi bilo x. Zdaj pa, če hočemo pa minus 1, moramo pa za 1 tule manj narediti, ne? 1 moramo prečrtati, ker je minus 1. Tako da ta x je v bistvu neznana količina, ne moramo si kaj dosti pomagati, bolj so pomembne številke, ki nastopajo tu zraven. Plus 3, plus 2, minus 1. In tako bomo se lahko tudi lotili tele naloge.
zdaj in bomo poskusili izpostaviti iz tegale primera najmanjšo potenco x plus 2 na x plus 4 plus 2 na x plus 3 plus 2 na x plus 2 plus 2 na x plus 1. Kaj se zgodi? Tele številke smo rekli, da so pomembne, ne? Plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. In kateri dvojk je zdaj tu najmanj? Ja, tu jih je x plus še 4-krat 2, ne? Tu so 3, tu so 2, tu so 1. Najmanj jih je zdaj tole. In zato bomo tole številko izpostavili. 2 na x plus 1. Zdaj si pa predstavljamo, tukajle imamo 2 na x plus 4 dvojk. Koliko smo jih zdaj vzeli ven s temle? Vzeli smo celo 2 na x, pa še eno smo od te štirke vzeli. Se pravi, da je to 2 na 3 dvojk ostalo. Tako si lahko predstavljate, koliko rabim, da pridem od plus 1 do 4. Ne? Tukaj, če bi na številski premici rekli, od 1 do 4 rabim 1, 2, 3 korake, ne? 3 korake, se pravi. 3 korake. Tako. In zato toliko stane. Plus. Zdaj pa spet. Od 1 do plus 3 ostaneta 2 koraka. Plus. Od plus 1 pa do plus 1 ostane pa koliko korakov? Nič. In zato napišemo tu nič. Ni problema, lahko napišemo nič. Ali pa če rečemo, tole smo vse izpostavili in tole je v bistvu 1. Važno je pa, da imamo tisto mesto, v katerem lahko pomnožimo nazaj. Če bi pomnožili nazaj, bi potence sešteli in bi dobili ravno rezultate, ki so v zgornjem izrazu. Zdaj pa pripišemo 2 na x plus 1 krat 8 plus 4 plus 1 in dobimo, da je to 2 na x plus 1 krat 13. Tako. Takle, 13, ne? Da ne bom zakrivala številke. Pa pobrišemo zdaj tole. Še en primer nas čaka, in sicer 3 na x plus 3 minus 8 krat 3 na x plus 1 minus 7 krat 3 na x minus 1. Vedno izpostavimo najmanjše število trojk in to je tam, kjer je najmanjši tale zapis. Če si ne znate predstavljati, da je x neka neznana številka, si podajte namesto x recimo neko 10. Tu bi bilo 10 plus 3, recimo bi bilo 13, tu bi bilo 10 plus 1, bi bilo 11 in tu bi bilo 10 minus 1, bi bilo 9 trojk, ne? Če bi bil na primer x 10. Tako da lahko si tako poskusite. Drugače pa, tam kjer največ odštejemo, tam je najmanjša številka, ne? Minus 1 je najmanjše število izmed plus 3 plus 1 pa minus 1 in zato izpostavimo 3 na x minus 1. Krat oklepaj. Zdaj pa moramo gledati potence. Minus 1 pa plus 3 za začetek. Koliko korakov je od minus 1 do plus 3? En korak do nič, pa še 3 do trojke. Se pravi, da bo to 3 na 4. To bi šli zdaj tak, ne? Od minus 1 pa do 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4 korake. To je zdaj pa drugi, gremo na drugi del. Zdaj rabimo pa od minus 1 do plus 1. Koliko je to? To sta 2 koraka. 3 na 2 minus 7 krat. Ker smo izrazili oziroma vzeli celotno to trojko ven, nam ostane še 1. Ali pa 3 na nič, kar je isto 1. Zdaj pa 3 na 4 je 81 minus 72 minus 7. To pomeni, da je to 3 na x minus 1 krat
2. Takole. In to je bilo izpostavljanje, kadar so potence malo drugačne oblike, kot smo vajeni, a ne. Včasih pride prav, sploh pri kaki eksponentni enačbi, pri kakem testu matematike, tudi v 2. letniku. To je to. Se vidimo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo.